mokrišča. Pester preplet različnih okolij. Ni naključje, da sodijo po številu živalskih in rastlinskih vrst, ki tam bivajo, med najbogatejše ekosisteme na svetu. Nalazimo se u sendviču ornitološki veoma značajnih mjesta za boravak ptica. Velike plaže i Ade Bojane u tom smjeru, Šaskog i Skadarskog jezera s ove strane. Mislim da sad već možete da pretpostavite gdje se nalazi. Ali ja sam siguran da, ako vam kažem da negdje u samoj blizini možemo naići na flamingose, da ćete sigurno znati da se radi o Ulcinskoj solani. Dobrodošli. Na tem območju se je včasih razprostirala laguna Zogansko blato. Ime Zog, ki v albanščini pomeni ptico, priča o tem, kako pomembno je bilo to mokrišče za ptice. Ulcinske soline ležijo na izlivnem delu reke Bojane, ki se uvršča med 4 najpomembnejša območja za ptice v Evropi. Ptice uporabljajo ta kraj za počitek in gnezdenje na selitveni poti. Območje solin je letošnjo zimo obiskalo kar 450 nenavadnih gostov. Plamenci se pojavijo tam, kjer lahko precejajo hrano iz vode. To jim omogoča značilno upognjen kljun, v katerem je posebna naprava za precejanje vode – vosi. Poleg solinskih rakcev plamenci potrebujejo tudi mirno okolje s čim manj motnjami. Lov na ptice je prepovedan, toda vladni odlok o tem se nenehno krši. Ker pa je ta ptičja vrsta izredno plašna, je njen obstoj na območju Ulcinskih solin vprašljiv. Pokazuju prstom, vidiš? Vidim, da. Da vidimo se njim. Krivolovci zdaj vstopajo na zavarovano območje brez nadzora. Na tako velikem območju pa je preprečevanje vstopa krivolovcev skoraj nemogoče. Krivolovci z neprestanim streljanjem plašijo tudi plamence. Ti se sprva umaknejo v mirnejši predel lagune, če pa se streljanje nadaljuje, skupinsko zapustijo območje. Ptice ne poznajo meja, potujejo brez potnih listov in visoko iz zraka zro na zemljino površje. Ali mokrišča razkrivajo oaze miru in izobilja, ali pa so to zanje pasti. Na območju beneških lagun smo naleteli na večjo skupino plamencev. Značilno paritveno vedenje je nakazovalo, da bodo v bližini gnezdili. Sem so se prišli predvsem prehranjevati, to pa je zanje pogosto usodno, saj se zastrupijo s svincem izstreljenih nabojev. Lov je namreč prepovedan le na določenih, označenih predelih. Trenutno se nalazimo u Republici Sloveniji na teritoriji Piranske opštine. Iza mene možete vidjeti Sečoveljsku solanu, drugu solanu po veličini na Jadranu, posle Ulcinske solane. Glavni razlog našeg dolaska ovdje jeste da se ista suočila s istim problemima koji su danas aktualni na Ulcinskoj solani, gdje akcenat stavljamo na krivolov. Najprej je z občinskim odlokom občina Piran leta 1989 zavarovala celotno območje kot krajinski park Sečoveljske soline, vendar je bil to dolga leta samo park na papirju, se pravi zaščita na papirju, ki seveda ni prinašala tiste prave zaščite in pravega varovanja celotnega območja, tako da je država razveljavila občinski odlok, sprejela državno uredbo in ponovno zavarovala celotno območje Sečoveljskih solin kot park državnega pomena in določila takoj leto kasneje po izboru, po razpisu tudi koncesionarja, se pravi gospodarja Sečoveljskih solin, ki hkrati pridobiva sol, se pravi se ukvarja s pridobivanjem soli in upravlja z zavarovanim območjem. To je tudi dodatni vir dohodka za samega upravljalca. Ni proizvodnje soli brez zavarovanega območja in ni zavarovanega območja brez proizvodnje soli. Nenazadnje nam obisk vsako leto raste. Samo v lanskem letu smo imeli blizu 50 000 obiskovalcev, kar je kar
precej. Takrat, ko se je še lovilo, so seveda lovci streljali vse povsod, vse vprek. Tik pred samo razglasitvijo z občinskim odlokom o Krajinskemu parku Sečoveljske soline je bil lov popolnoma prepovedan. In od takrat, se pravi od leta 1989 do danes, se na območju Sečoveljskih solin ne strelja več. Na Ulcinskih solinah je danes ostala le še peščica delavcev, ki opravljajo najnujnejša vzdrževalna dela. Podjetje je namreč šlo v stečaj. Najveća želja bi bilo samo jedan dan kad ne bi vidio lovaca da gađa, na primjer. Ja sam isto lovio prije. Lovio sam i sad se kajem što sam lovio. Kajem se. Ja sam ubio možda nedužne. Ona je došla da jede, ja je ubijem. Ona je došla da odmara, ja je ganjam. Ne valja. Ali ako je raniš ili u krilo ili u nogu, bilo gdje, ona uzima jedan ćošak, normalno ona i drži, i njoj je hladno isto, i ona ima života, i ona tu 2-3 dana možda stoji, pokušava kad čuje one druge njegove prijateljice i prijatelje, kao ti kažem. I ona pokušava da ide, da leti, ne može, pa ga čuje, viče, zove pomoć, nikomu ne može pomoć, normalno. I ona umire. A koliko ima takvi, ima dosta. Ja sam lovio, ja se sad kajem što sam lovio. Jer hiljade duša sam ja možda oduzeo. A sad gledam na televiziju, na primjer, nešto i odmah se naježim i kažem, grevote je. Na mesto puške, ki jo sicer uporabljajo lovci, uporabiš fotoaparat in ravno tako se lahko približaš naravi, ravno tako si lahko zaradi tega prisoten v naravi in s seboj odneseš nekaj, odneseš portret nekega portretiranca, neke ptice ali druge živali ali rastline in seveda na ta način potem tudi prispevaš k temu, da osveščaš tako lokalno prebivalstvo kot širše, kaj vse je v tistem območju, kaj vse se da videti in katere so tiste naravne lepote in naravne danosti, ki jih premoremo. Plamenci predstavljajo turistično atrakcijo. Povsod, kjer so plamenci, pomeni to turistična atrakcija. In če je teh večje število, je potem seveda ta atrakcija toliko večja. Tam, kjer ni lovcev, se ptice ne bojijo ljudi in se pustijo občudovati. Selitve so redni, usmerjeni premiki ptic, ki navadno premagujejo velike razdalje. Njihov dom niso samo prezimovališča in mesta, kjer gnezdijo. Njihov dom so celotne selitvene poti. Zato so ptice življenjsko odvisne od razmer na njih. Mokrišča naravnih rezervatov so najboljša postojanka za lačne in utrujene plamence. A niso pomembna le za plamence in drugo naravo. Mnogo bolj, kot se zavedamo, so pomembna tudi za ljudi. Jate ptic selivk na svoji poti morda ne bomo več videli le kot naravno zanimivost, ampak jih bomo videli kot dokaz zdravega sveta, katerega del smo tudi mi, in kot našo lastno prihodnost.